Pozdravljeni, dobrodošli na eni kratki vaji, v kateri se bomo srečali z našimi prepričanji. Vaja se imenuje Moj mehurček prepričanj. Moje ime je Džafić Ermina, jaz sem podjetnica več kot 20 let, torej od 1999, kdaj je bilo že, to se ne spomnim več. In dejansko v vseh teh mojih podjetniških letih in letih, ko sem bila mama in sem še vedno in partnerica, sem pridobila zelo veliko prepričanj. Nekatere prepričanja sem tudi podedovala, tako kot vi. Večino teh prepričanj mi ni služilo, nekatera pa. In ravno zato, ker mi nekatera prepričanja niso služila, sem občutila strah, tesnobo, občutek nemoči, samozavest sem imela nizko, vedno sem mislila, da imajo druge osebe bolj prav kot jaz. Nisem si nekako upala glasno in jasno izraziti svoje mnenje, tudi samopodoba je bila nizka in tako dalje. In ravno zato, kar danes počnem, kar je moje poslanstvo kot motivacijski coach, sem naredila to vajo in moj srčni namen je, da vam pomagam. Poleg tega, da sem coachinja s certifikatom, sem tudi mentorica in sicer mentoriram odrasle in vodim tudi podjetniške krožke na osnovnih šolah. To mentorstvo in coaching se dejansko prepleta, ker coaching je, oziroma coach je tista oseba, ki z vprašanji pripelje svojo stranko do odgovora, mentor je pa oseba, ki pa s sugestijo, vkolikor stranka nekako ne pride do svojega odgovora, ji nekaj predlaga in zato se to mentorstvo in coaching vedno prepletajo. Američani so nekaj let nazaj naredili študijo in sicer v tej študiji so sodelovali 3 fantje, bom rekla, mladi fantje. Vsi so bili v tistem trenutku brezposelni, vsi so si želeli službo, vsi 3 so imeli enako izobrazbo, imeli so motivacijo za službo, imeli so željo za službo, bili so kvalificirani za delo. Edina razlika med njimi je bila v prejemanju njihovih osebnih dohodkov v preteklih službah. Eden od njih je prejemal $25,000 na letni ravni, drugi $50,000 in tretji tam nekje okoli $100,000 na leto. Njihova naloga je bila, da cel mesec vizualizirajo, to pomeni si predstavljajo njihovo idealno službo. Samo to je bila njihova edina naloga. In kaj mislite, kakšno službo so na koncu dobili? Odgovor vam bom zaupala na koncu naše vaje. Kaj dejansko je prepričanje? Prepričanje je le misel. In sicer je to misel, ki sem jo tolikokrat pomislila ali pa sem jo tolikokrat slišala, da sem jo vzela za resnično. Velikokrat to prepričanje nam ne služi, ni naše, nekako kar vzamemo, da je vse res, pa dejansko ni res. Potrebno je vedeti, kakšna imamo prepričanja. Dobro je zavedati se, ali vam vaša prepričanja služijo ali ne. Zelo enostaven test je, če se vprašate, kako uspešna oziroma kako zadovoljna ali zadovoljen sem na tem ali onem področju. Za ta del sem tudi pripravila vajo. In sicer v prvem delu napišite, kakšno je vaše prepričanje na naslednjih področjih. In to je sicer področje zdravja, financ, odnos do partnerja, odnos do družine, sodelavcev, prijateljev. Področje odnosov je pač zelo taka široka paleta, tako da sem jih kar nekaj naštela. Potem lahko napišete, kakšno je vaše prepričanje na področju kariere, službe mogoče, na področju lastne osebne rasti, kakšno odnos imate do samega sebe, v kaj ste prepričani v tem in kakšno odnos imate oziroma kakšno prepričanje imate do področja športa, rekreacije in tako dalje. Tukaj sem jaz naštela le nekaj področji, ki so največkrat vsem zelo pomembna. Če pa imate vi v vašem življenju področje, ki je vam
zelo pomembno, pa sem ga jaz tukaj izpustila, pa ga dopišite. V drugem delu vaje narišite tako en krog in v tem krogu narišite sebe. Tretji korak. V tretjem koraku pa v ta krog, ki je večji od vaše silhuete, od vaše risbe, vpišite vaša prepričanja za določeno področje. Sem tukaj sedaj naredila neke 3 primere. Naprimer, če gledam moje prepričanja o partnerskem odnosu, zdaj to so vsi primeri, ki si jih izmišljujem. Moj partner me ne razume in vedno misli, da ima ona ali on prav. Potem prepričanje o financah. Za denar je potrebno trdo delati. Ali pa morda razmišljamo, denar ne raste na drevesu. Za denar pripada samo nekaterim. Nimate občutka, da vam pripada. Denar imajo samo barabe in tako dalje. Saj veste, kako smo polni prepričanj o financah. In potem kot za tretjo primer sem pa navedla pozitivno prepričanje in sicer z mojo srečo privabljam v svoje življenje same lepe stvari. Vam pa predlagam, da za vsako področje izpišete svoje prepričanje. Recimo, za področje zdravja, moje telo je zdravo, zanj poskrbim dobro in vedno mi služi. Recimo, to bi bilo lahko pozitivno. Kolikor pač se počutite vi. Obratno pa napišite, kako se počutite oziroma kakšno je vaše prepričanje. Potem naslednji 4. korak je, da vpišete vaše odzive. To pomeni, kakšni so vaši odzivi na ta prepričanja. Primer, če je moje prepričanje, moj partner me ne razume in vedno misli, da ima ona ali on prav, kako se jaz počutim? Kakšen je moj odziv? In velikokrat, ko vidim to dejansko iz svojih skupin, coaching skupin ali pa pri individualnih coachingih, so moji udeleženci žalostni, so jezni, imajo občutek nemoči. Potem za denar, za finance, če je moje prepričanje, da je za denar potrebno trdo garati, da ne raste na drevesih in tako dalje, občutim strah. Občutim strah, ker vedno mislim, da nimam dovolj, da mi ga bo zmanjkalo in tako dalje. Tudi ko dobim položnice, me nekako te položnice spravijo v slabo voljo, ne občutim neke hvaležnosti, kar je izjemno zanimiva tema. In potem za tretje prepričanje, z mojo srečo, ki pa pozitivno, privabljam v svoje življenje same lepe stvari. Kako se takrat odzovem, kako se moje telo odzove, kako se počutim. Takrat se počutim hvaležno, dejansko neverjetno, kot da bi imela verjetno nekih 1000 metuljčkov v sebi. Občutim čisto hvaležnost za vse, kar dobim v življenju. Jaz sem vam tukaj naštela le nekaj primerov, samo za vajo, da video ne bo pač predolg. In tukaj spodaj, če vidite pod silhueto, so ena usta, ki se smejejo in ena usta, ki se ne smejejo. Kakšna so vaša usta po teh prepričanjih? Ali se smejete ali ste zadovoljni? In 5. kako pa dejansko spremenim te negativne misli pa pozitivne oziroma kako ta prepričanja spremenim. In nekje po mojih izkušnjah, vsaj za mene, ko sem takrat v letu 2016 bolela, sem ugotovila, da so misli najbolj pomembne, o čem razmišljam. Ker zato, ko sem ugotovila, o čem razmišljam, sem tudi videla, kako se počutim, ker se moje telo vedno odzvalo in tudi dan danes se normalno odziva na moje misli. Ker naša čustva so dejansko naš navigacijski sistem. In 5. korak dejansko je, da se vprašate večkrat na dan, kakšne misli imam ravno zdaj. Ali pa potem spet ponovno čez 5 minut, kakšne misli imam zdaj, kakšne misli imam zdaj. To je izjemno dobra vaja, zelo koristna, ker na ta način boste ugotovili, kakšne so vaše misli, zapisujte si jih. In vsakič, ko ugotovite, da so vaše misli negativne, to boste tudi vedeli po občutku, ker je to naš navigacijski notranji sistem. Ko ugotovite, da so vaše misli negativne, imate več možnosti. Vedno je pa pomembno osredotočiti se na nekaj drugega.
In sicer osredotočite se na nekaj, kar imate radi, ne vem, nekaj, kar vas osrečuje. Lahko je to nek dogodek, lahko je to neka oseba, lahko so to vaši ljubljenčki domači, kdorkoli, karkoli. Lahko je to vaša poroka, izpit, matura, mogoče diploma, ki ste jo naredili in tako dalje. Rojstvo otroka, karkoli pač je, neka dobra, mogoče tudi neke počitnice. Ampak pomembno pri vsem tem je, ko zaznate negativen občutek, po občutku veste, da vaše misli niso pozitivne, ker ne morejo biti, in potem je vaš naslednji korak, moja naloga je, da spremenim fokus, ker je moje naravno stanje, da sem radostna in vesela, ne glede na to, kar se mi dogaja v življenju. In to je trening dejansko. Potem se druga stvar, oziroma drug način osredotočenja je, da začnete razmišljati, zakaj ste hvaležni. V danem trenutku, zakaj sem hvaležna, za lepo vreme, za sončne žarke, za zdravo prehrano, za čist zrak, za dobro vodo, pač karkoli imate v življenju, da ste zdravi. Vedno se je potrebno fokusirati na tisto, za kar ste hvaležni. Mogoče tretji predlogov je veliko, sicer tukaj sem vam samo te 3 naštela, je pa, da se osredotočite na vašo željo, cilj, vizijo, da vizualizirate tako, kot so vizualizirali trije fantje. Ampak izjemno pomembno pri tem pa je, da si predstavljate in da se oživite, da imate občutek, kot da ta vizija se vam je že uresničila. To je dejansko ena kratka vaja, kjer ugotovite vaša prepričanja in ki vam povedo dejansko, v kakšnem mehurčku se vi nahajate. Kaj torej čutite, kakšna energija je okoli vas. Če imate vi veliko negativnih prepričanj, se vaše telo odzove. Zakaj? Ker kaj je prepričanje? Prepričanje je le misel, ki sem jo tolikokrat pomislila, da sedaj sem v njo prepričana. In to pomeni, da jaz sem prepričana v nekaj, in če je to negativno, pomeni, da oddajam neko tako negativno vibracijo in moje telo se absolutno odzove. In krog sem naredila samo za ta namen, da se zavedamo, da če razmišljamo negativno, smo vedno v tem krogu negativnosti. In zato je potrebno ugotoviti, kakšne so vaše misli in jih namenoma s fokusom spreminjati. Odgovor, kakšno službo so dobili trije fantini, je pa zelo preprost. Vsak je dobil ravno tako službo, kakršno mu je njegovo omejujoče prepričanje dovolilo. Tisti, ki je delal za 25.000, je dobil tako službo, tisti, ki je delal za 50, je dobil za 50, in tisti, ki je delal za 100.000, je dobil tako službo. Čeprav tudi ta, kateri je prepričan, da lahko dobi samo 25.000 na leto, ima enake sposobnosti kot ta za 100.000. Naša prepričanja so izjemno močna in je zelo dobro skozi take zgodbe, skozi take tudi vaje videti, kaj vam služi in kaj vam ne služi. In na koncu bi vas samo rada vprašala, kdo boste, če nič ne naredite? Kdo boste, če ne boste ugotovili, katera prepričanja vam služijo in katera ne? Kdo boste?